Kronerjevo pravilo se uporablja za reševanje s pomočjo determinant. Zdaj najprej bomo pokazali, kako se determinanta sploh razreši. Recimo, če bi imela determinanto, pa piše tukaj številke 2, 1, 4, 1, 0, 3, 1, 2, 1 recimo. Ali pa še minus enka ne bo. Najprej prepišeš prvo pa drugo stolpec še tukaj le vzaj. Potem boš najprej zmnožil to, prištel to in prištel to. Zmnožek teh. In odštel zmnožek teh, zmnožek teh in zmnožek teh. A v redu? In gremo. Se pravi, 2 krat 0 krat minus 1 je 0. 1 krat 3 krat 1 je plus 3. 4 krat 1 krat 2 je plus 8. Minus 1 krat 4 krat 0 je 0, ne napiševa nič, a ne? 2 krat 3 krat 2 je 12, se pravi minus 12. Minus 1 krat 1 krat 1 je potem pa plus 1. To izračunaš, ugotoviš, da je seštevek 0. Tukaj zdaj to ni nič narobe, ampak pri Kramerjevem pravilu bo pa to pomembno. Če bo prišla osnovna determinanta 0, potem enačba ne bo rešljiva. No, poglejva zdaj, kako to izgleda. Recimo, da imamo tale sistem. 3x plus 2y minus 4z je 2, pa x plus 5y plus 3z je enako 18, pa 5x minus 7y minus 5z je enako minus 2. Eto, napišemo determinanto, ampak za začetek, za osnovno determinanto upoštevamo samo to, ne rezultatov. Se pravi, imamo determinanto 3, 2, minus 4, 1, 5, 3, 5, minus 7, minus 5. Dodava prvi pa drugi stolpec, to čisto zato, da je lažje potem računati. In gremo. Se pravi, to krat to krat to, to krat to krat to, pa to krat to krat to. In gremo. 3 krat 5, 15 krat minus 5 je minus 75. 2 krat 3 je 6 krat 5 je plus 30. 4 krat 1 krat 7, minus minus je plus, a ne, je 28. In zdaj odštevamo. Odštejemo pa produkt teh, pa teh, pa teh. Tukaj nam je zelo všeč, če je kakšna ničla zraven, če pa nimamo, pa malo več dela. Eto, minus 4 krat 5 krat 5 je 20, krat 5 je 100, pa minus je plus, se pravi plus 100. 3 krat 3 je 9, krat 7 je 63, pa minus je plus 63. In potem imamo še 2 krat 1 krat minus 5, je zopet plus 10. Poračunamo, koliko je to skupaj. Se pravi, imamo 30 plus 28 plus 100 plus 63 plus 10 pa minus 75, 156. Pomembno je, da je ta številka različna od 0. Če je enaka 0, potem sistem nima rešitve. To, kar sva zdaj napisala, je veliki D. Zdaj bomo pa računali dx, dy pa dz. In sicer po naslednjem pravilu. To je D, zdaj pa računava dx. Dx dejansko prepiševa D, edino namesto prvega stolpca, stolpca pri x, napišemo te številke, ki so tukaj. To pomeni, da napišeš pol 2, 18, minus 5. Druge pa prepišeš od tam. Se pravi, prvi stolpec za dx zamenjaš z tistim stolpcem rezultatov.
zopet prepišeš prva dva. Številke so precejšnje, zato bo kalkulator prav prišel. In zopet gremo, se pravi, računamo. Tele, pa krat plus tele, pa minus tele, pa produkt teh in produkt teh. Eto, in greva računati. Najprej imamo 5 krat 5 krat 4, pa minus je ravno plus, je to torej 100. Plus. 3 krat 2 je 6, krat 7 je skupaj minus 42. In še naslednji bo tudi minus, ker je minus noter. 2 krat 5 je 10, krat 18 je 180. Zdaj pa odštejemo. Produkte modrih. Se pravi minus, ampak ker je tukaj še en minus, je zdaj to plus. 2 krat 5, 10 krat 5 je 50. Tudi tukaj en minus bo tudi plus. 2 krat 5 je 10 krat 3 je 30. In še zadnja, no tam sta pa dva minusa, pa minus je potem minus. 4 krat 17, pardon, 4 krat 7 krat 18 je 504. In zdaj poračunamo ta naš dx, koliko je. Minuse skupaj, pluse skupaj. In dobimo 546. Namreč x je dx lomeno z d. To pomeni v tem primeru 546 lomeno 156. No, verjetnost, da je kakšna napaka, je velika, seveda. No, ni tako slabo. 3,5 je rezultat. Zdaj gremo zračunati y, dy. dy zopet prepišem vse od vzgori, samo namesto stolpca y dam v osnovni determinanti rešitve. Torej imam potem 3, 1, 5 prepišem, druga so rešitve v y, tretja je pa zopet klasična. Za lažje reševanje zopet prepišem prve dve in zopet grem po diagonalah množic, se pravi. Tole, krat tole in krat tole. In odštejemo tole, tole, pa tole. In zopet napišemo in gremo. 3 krat minus 5 je minus 15, krat 18 je minus 270. Naslednja je 2 krat 5 je 10, krat 3 je plus 30. Pa tukaj je minus, pa minus je plus 20. Odštevamo. 4, je en minus, bo ravno plus. 4 krat 5 je 20, krat 18 je 360. Potem je tale je zopet plus 9 krat 5 je 45, pa še zadnja je tudi plus 10. Poračunam. Minus 270 plus 30 plus 20 plus 360 plus 45 plus 10. In je to skupaj 195. Iz tega pa zdaj dobiva y, ker y je pa dy lomeno z d. Torej 195 za 156 in dobim 1,25. In potem se lotim tako še naslednjega z z. dz, isto prepišemo vse stolpce, tako kot pri prvem. 3, 1, 5, druga je isto. Ker je pa zdaj dz, damo pa pri z rešitve, torej 2, 18 minus 5.